kar preber, na glas preber. Ki se prečem takole. Roka železna, je rekel, ja me kar boli, ker sem ga počul. Mat me čez čovem parinla, pa sem pa začel, ne. Jo, lepo pozdravljeni, kaj dogaja folk, don še en video. Danes imamo za vas en kratek sketch. No, tale sketch je malo cringe, no, malo pretiravamo, malo se hecamo. Ampak resno, ne ga vzeti preveč resno. Gospod Martin Strel, vi pa če slučajno gledate, brez zamere, no, pa povejte nam, kako se vam je zdelo, no, tudi vam gledalcem. Ne pozabite, če vam je bil res všeč, lajkat, shareat, subscribat, pogledajte še kakšne druge videe. Zdaj pa ja, lejte, uživite v videu. Dobrodošli v podcastu, kjer je gost legenda vztrajnosti, ikona poguma in človek, ki ve, kako je, ko se narava in človekova volja srečata iz oči v oči. Sam Bog se mu je klanjal, mu je ponudil roko. Vsi predsedniki sveta bi se radi srečali z njim, pa ga še mi pozdravimo. To je Martin Strel. Ja, tako kar preber, na glas preber. Ki se prečem takole. Slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel se je s plavanjem po Mississippiju, četrti najdaljši reki sveta, 3757 km. Wow. Tako. Res, pa mi lahko sežemo roko. A ste se kaj naspal, ste se spočili, zadon ste se pa... Ja, veš, mladenič, jaz pa nič več ne spim, ne. Potrata časa bi lahko rekel, ne. Ko sem bil jaz v Hollywoodu, veš, nismo mi nič spali, ne. To je malo cvička, pa smo šli. A tam tiček imajo tam? Jo, seveda, jaz sem ga pripeljal gor. Kako so vas pa spustili čez mejo? Ja, veš, imam jaz kolege na meji, jaz poznam tam en klepec, veš kako mu je bilo ime, Johannes. Me je spustil in rekel, ja, ti kar pej čez, saj smo rekli, smo šli pa na en cvičk mi sami, a ne? Zanimivo. Kaj pa ste sploh delali v Ameriki, če se me vprašati? Ma, se veš kako je tu bil Hollywood, a ne? Pa Whitney Houston, pa Mike Tyson, veš kako sem ga nabal. Roka železna Madonna, je rekel, ja me kar boli, ker sem ga počul. Prav veš, on me je udaril, pa nisem neki čutil neki, ne. On je rekel, ja, če bi se pa jaz tabo boksal, ne, bi bilo kar blizu, ne. Mi je rekel, tako, ne. Pravi, tako ali tako. A pa to je, mislim, edina slavna oseba v bistvu spoznala tam, a so se, mislim, kako so sploh prišli do vas? Težko nekako razumem. Tam so v bistvu osebja, ki so dosegla že v življenju marsikaj. Kaj ste rekli, da ste spoznali Mike Tysona, pa te je bil še kakšen drug? Ja, seveda je bil, Bill Gates je bil, ja, seveda. Sva šla tudi na kafe, pa na taku, pa mi je malo razložil. Ja, je bil, ja. Pajava, veste, Pajava. Pajava. Pa bi zamenjal svoje življenje, naprimer z nekom takim, ki je res dosegel vrh? Ne, to pa nikoli, ne. Ne, veste, vse ima veliko denarja, ampak živi pa ziher slabš kot jaz. 100%. Ja, veste, ko sem bil jaz dol, ja, tu skus stres. Jaz pa sem mu rekel, pa dej, malo spi, Madonna. Kaj se tuk nerviraš? Ja, to bo že, saj imaš delavce, Madonna. Ja, pa sva ga spila pol. Sam da ga pa zamenil, ne, veste, mi je pa preveč lušten v življenji, ne. Kaj smo pa mi slišali, ste bili na enem podcastu, ste rekli, da ste imeli nek sestank, kako v Moskvi. Ja, seveda, sem šel gor, ja, sem šel pa zdravit ga, ja. Putin so me, a veste, tako kot pri nas, ko so zaprli cela Slovenija, no, tako so zame zaprli cela Rusija tam dol, ne. Rusiji ne so bolj poznani, da radi malo nazor. Seveda ga ruknejo, pa ko sem mu prvič skvička dal za pa probat, ne. Ja, to je kar bilo, ne, sva 2 dni zapore sva ga žurala gora, ne. A veste, je kar malo pozabil, kaj se dogaja, Madonna pa sveti, ne. Pa ga je pa kar obrnil, ne vem, kaj se je pa začelo dogajati, ne, tako da ja. Se pravi, potem ne zdrži toliko kot vi? Vidiš, kdo pred taba stoji, a ne? Dobro, če sem malo narobe vprašal. Ja, jaz sem nikoli nisem bil pijan, niti enkrat v mojem življenju. Si to razporedim čez dan in ga lepo pijem pa čas. Ne, veste, jaz prav čutam to, kdaj ga rabim v mojem sistemi, ne. Se pravi, kot Malinovec, na primer. Malinovec, pa ne bi rekel Malinovec, velika voda. Zanimivo.
zanimivo. Naprimer, ko vam nekdo reče, kot je naprimer Putin ali pa kdo, kakšno stanje ima na računu, vas to kaj šokira? Zadosta. Ne, veste, jaz bi se lahko primerjal s kakšnimi plačami ne naših teh slovenskih fuzbalerjev, igralcev nogometa, ampak s kakšnimi oblagi bi bilo že bližje, kakšnimi Dončići, ne. Tako da jaz denarja imam prekomerno zadosti. Dan sem bil z Bill Gatesom, mi je rekel, ja, poglej, tole imam celo zavodec, celo tole firmo. Pa sem mu rekel, ja, lej, kaj se pa toliko sekiraš, a ne? Zdaj ste mi krvi, če bi se mogli primerjati, se pravi, Luka Dončić pa vi. Kako bi se... On se sploh ne more primerjati, on še do zdaj ni več dosegel, ne? Kako to mislite, da ni nič dosegel? Ja, nič si dosegel, ni dosežko, pogledajte. V svoje evropsko prvenstvo in v svoje neki z Real Madridom, sploh ne vem, niso se spoznali na to, kaj ne zadeve, ampak verjemite, da sem jaz imel večje, ne? On se ne more primerjati z mano, kot z nekakvim slovenskim športnikom, ki je dosegel že, ne vem, kakšna plavanja, ne vem, kakšne mazonke, ne vem, koliko hitov sem že opazil, ne vem, koliko močkih poslov sem že pretekel. Ja. Se pravi, vi bi v bistvu rekel, Luka Dončić je nekje v bistvu tukaj, proti vas, vi ste pa takole gor. A se to sploh da? Pa gledajte, to nima metrike. Nima metrike. Nekako res ne moramo tega primerjati. Je Ja, točna razdalja poglejte, med vama. ja, lahko bi se rekel, res iskreno, lahko bi se rekel. A vas je bilo kdaj strah za življenje, ko ste bili, naprimer, v Amazonki, kot ste rekel, ali pa ko vas je, ne vem, morski pes napadal? Ne, najtežje mi je bilo, ko so me začele piranje napadati. Kako so me grickale. Samo Ni, jaz, ko sem videl morskega psa in sem ga kar vsekal ene dvakrat. Tule pa zame k avtobus. Jaz pa, voda, pa proti toku, pa proti Mariboru. ste potem, mislim, nazaj domov ste mogli pridati. Seveda. Čisto vsaka reka lahko pripelje kaj do doma, kar... Tako. Ti ne veš, da gre Sava skoraj da Rima dol. Do Rima, da kje da bus ne gre. Jaz ponovadi plavam proti toku, tako ka proti toku, ka me njese. Če bi z Ljubljane, naprimer, začel do vašega doma, koliko bi, naprimer, bil? 40 minut. A je vam boljš, naprimer, ko ste tak znan plavalc, transportirati samega sebe po vodi? Tako, pa vadi. Po vodi. Ja. 100%. Stu. Pa gledajte, ja, 120 z avtomobilom, pa zdaj gužuje, pa stojiš na cest, ali pa da greš, preplavaš. Veste, hitreje, ne? Zdaj ti avtoceste, to je ratal parkirišče že, tako da... Koliko pa vi plavate hitro, če avto je 100 km/h? Ja, pa gledajte, odvisno je to, kar ga ni, ne? Drugač pri toku 200 spuca, veste kako hiter. Še malo čvička, Madonna, ga laufa 240. Kar kaj pod vodo odprete, pa... Ja, seveda. Kako pa drugač? Ja, veste, jaz sem imel včasih, veste, ko sem plaval, sem imel cevka ven, v čovn, pa so mi kar tačil. Jaz sem plaval, veste, v spanju. Kako je pa to zgleda? Ja, nič, telo dela, ti pa spiš. Kaj mi slediš? Imaš kar, ko zaspiš, to ti kar ima pa v možganih, to plavaš. Lahko bi plaval 1 leto, 365 dni v tednu. V bistvu so prezentirali za vas Oskarja, da bi ga dobili, ali kako ste bili... Ne, za mene. Ja, pa sem mu rekel, da ga je zajebil, ne, ker me je predstavljal kukar, da sem alkoholičar, pa sploh nisem, ne. Komu ste to rekel, da vas je? Ja, kako, onmu, ka me je prezentiral, producentu direkt, pa so pa vsi rekli, ja, alkoholik, ampak, veš, kaj sem ga pol vprašal? Povejte, kaj ste ga vprašali? Vprašal sem ga, ja, a sme ti kdaj videl pijanga? Pa so vas že kdaj v bistvu probali vrteti okoli prsta? Ne, Nikoli? Jaz se pa ne vrtim okoli prsta. Zanč me je vprašal pa je že igralec, pa je že Bill Clooney, kaj je že Clooney? Bill Cosby. George Clooney. Ta me je vprašal, a bi ti za mene filmček pa snel? A bi ti bil plavalc v moji sceni? Zdaj so začeli kar dosti. Ja, so začeli, ja. Stuntmasterjev, se reče, ne. Kar srečo imajo, da imajo tazga.
Ja. kot ste vi. Tazga profesionalca. Ja, pa gledajte, mi je rekel, ne, Bill Kennedy, če pridem, ne, pa da mu pa kažem, kako se to dela. Pa sem prišel, ne, pa mi je pa dal taka cena, pa sem mu rekel, ja, ker zabaš si urad. Že pri 10 letih sem nehal rast, ker sem bil taka gorila, veš. Pri 10 letih ste že nehali rast. Ja, jaz sem bil pri 10 letih že 2 metra visok. Kar je prejel Martin Strel. Pridite na oder. Pozdravljeni, hvala lepa, thank you very much, everybody's. Naprimer, kaj ste vi videli v plavanju, da vas je res da vas je tok prijel ta strast do tega? Olej, mat me čez čovn pa rinla, pa sem pa začel, ne. Aha, Že pri prvem letu starosti sem jaz začel plavati. Če ste že tako hitro začeli, kako to, da vas že prej mislim, se opravičujem, jaz res nisem tako spoznan na vašo kariero, ampak zdaj trenutno vas največ vidimo, naprimer na teh podcastih, pa to, kar razlagate vaše zgodbe. A prej so vas tudi to klicali, ali je zdaj... Ja, seveda so me. Vpraši fotra, zih me pa zna, 100%. Ja. Telo čut, da je voda okoli mene. A pa vam delfini, naprimer, kako se pač znajdete tam, če ste na odprtem morju, ki vas nese, tam je zelo veliko različnih tokov, ne? Kako veste... Tok sploh ni problem. Katerega zagrabati? Ni problem tok. Če ga ne zagrabiš drugega, ni problem to. Večja težava je, ker se včasih narobe sporazumevam z delfini, pa me pol, a veš, kakšna nota narobe primam, ne, sem pa le tok glasbenika, ne, da kakšno noto narobe zagrabim, pa me pol začnejo malo grdo gledati, ampak se pol sporazumemo, ne, pa se začnejo tu, veš, kako tu začnejo plavati takol. Kad bi to človek, to pa more vsak človek. Ja, vsak človek more to doživeti. Katera žival pa naprimer v morju, v rekah, vam je pa najljubša tako, da vam je najbolj pomagala? Ali pa tako, da ja, najboljš mi je bila morska kumara. Kater pa v teh znanih oseb, ki ste srečali, ki ste bili naprimer na teh Oskarjih, ki ste prej rekel, moški vas bolj občudujemo, ampak kaj pa ženske, so na vas tudi toliko? Ja? Ja, še dan 12. Kaj že pevka, Mariah Carey, sva bila zelo prijatelja včasih. Ja, pa Whitney Houston. Ja. Se pravi, je kar nabiral. Ja, se nabiral, veste, sem bil največji zvezdnik takrat, hollywoodski, ne. Zdaj pa veste, Tyla, poznate? Ja. Tyla, ne. Je naredila prav pesem o vodi, ne? Je naredila prav pesem, ja, tako prav pesem o vodi je naredila prav zame, specifično zame. Ja, tako, sicer me ne omenjal v komadi, ampak... Se ve, za koga je. Se ve, za koga je, ja, tako. Čakajte malo, rabo men odmorček, rama v split. Moj kolega. Ok, takole, malo se je rabo iti, naš vsemogočni človek učiti, tok na dan razlaga. Se že prihaja. Kulkulejt. Te že nadaj? Bog nam daj na svet živeti. A to je vaša zdravilna voda? Tako, a nisi vedel, nisem pazil. Oj, živijo. To imate alge? Nam svet. Sem prav zaključil. Ste v redu? Jaz pa vstava. A so se kdaj iz vas delali norca? Mene norca. Ja. Od mene. Za koga pa tu? Ne, če ste kdaj kakšen kdo kaj pohecil, naprimer Martin Strel, da je imel strel, ali pa naprimer pričel je Martin kot strela iz Jasnega. Tu pa ni zajebancija, tu je pa rečenica. Po balkansku, ne. Rečenica naša, ne. Tako, ne. Kako bi se rekel, jaz, ko bom umrl, bom skoraj da ne mit. Daj klika na ta video, no. Daj ga klikam, no. Zdaj, kva čakaš, model? Pa daj, model, pa kaj ti pa daj klikam ga, no.